Dober pridelek na vrtu se začne z izbiro dobrih sadik. Najprej bom govoril o dobrih sadikah paradižnika. Tukaj imam sadike, ki so v kultipaku. Vidimo, da so primerno velike, niso prečukate, nimajo predčasnih cvetov in to je pravzaprav v tem primeru kar zelo dobra sadika. Tukaj imamo nizki paradižnik v lončku, ki je ravno tako optimalna sadika. Te sadike smo kupili okrog 20. maja, so bile še na zalogi. No, to so pa sadike, ki smo jih kupili v začetku maja, kajti vemo, da vseh paradižnikov, vseh sort ni na zalogi in boljše je takrat kupiti sadike v lončkih in je zadeva tudi potem na vrtu boljša. No, ko govorimo o cepljenih sadikah, imamo tukaj cepljeno mesto, to oporo ozadaj odstranimo, vedno pa sadimo samo do cepljenega mesa. No, ko govorimo o dobrih sosedih paradižnika, jaz že tradicionalno v paradižnik, v medvrstni prostor sadim sadike solate. Sadika solate hitro zapolni prostor. Vsekakor je dobro v paradižnik saditi baziliko, različne tipe bazilike. Tukaj je rdeča, poznamo klasično genoveze, zelo dobre so tudi kakšne druge bazilike. No, ob rob, na koncu grede, pa lahko umestite tudi kakšno kapucinko. To je za začetek, no kasneje v vegetaciji pa poleti sejemo med paradižnik novozelandsko špinačo, v jesen pa motovilec ali pa tudi navadno špinačo. Tako, to je nekako za uvod glede dobrih sosedov. Ko pa opazujemo druge sadike, pa naj povem, da recimo pri izbiri sadik jajčevca, paprike in paradižnika je dobro, da paradižnik ni tista največja vrtnina. Ko izbirate sadike, naj bodo razmere take, da je jajčevec večji od paradižnika, ravno tako paprika, to je tisto nekako optimalno. Ko pa izberemo sadike jajčevcev, pa vidimo, da imamo tukaj sadike, ki smo jih kupili okrog 10. maja in sadike, ki so kupljene okrog 20. maja. V tem primeru bo ta sadika zelo verjetno hitreje napredovala, boljše je kupovati sadike plodov v lončkih, kajti na ta način se rastline boljše ukoreninijo. No, mi smo vse sadike še zalili s pripravkom na osnovi alg, to že v lončkih. Tisti, ki ste sadili sadike, pa enostavno priporočam, da to naredite dan, dva pred močnimi ohladitvami. Imeli smo močne ohladitve in tradicionalno jih imamo v maju in vsi tisti, ki prihitevate, alge pomagajo. V prvem obdobju zalivate, taka litrska embalaža zadostuje za 30 litrov raztopine, s katero potem zalijete po vrtu, potem kakšen teden po presajanju pa se zelo priporoča tudi škropljenje. No, če pogledamo ostale sadike, vidimo, da imamo tukaj tudi bučke. Bučke so ravno tako boljše v lončkih kot v kultipakih in spet izberemo sadike, ki imajo boljše razvite liste. Ta sadika je recimo optimalna, pri tej pa bo trajalo še nekaj časa, da se bučka razvije, potem bo hitro začela z rastjo in potem tudi nadaljevala. No, pri paradižnikih pa vidimo, da so te sadike že s predčasnimi cvetovi in če bi jih sadili prezgodaj v zelo hladnem maju, potem ta etaža cvetov odpade in praktično nimamo pridelka hitreje, ampak pozneje. Tako, nekaj osnovnega smo povedali o sadikah, zdaj pa pričnemo s sajenjem, pokazali bomo, kako pognojimo gredo in vse ostalo potem naprej do varstva v poletnem času, tako da vas vabim, da nas gledate še naprej. Na našem vrtu imamo težko ilovnato zemljo oziroma tla, ki pa smo jo spomladi izboljšali. Dodali smo kremenčeve peske, tudi nekaj zemlje od šampinjonov, kompostirane in vidimo, da je idealna, rahla. Najprej smo jo pripravili že z ruskimi vilami v začetku maja, globoko rahljali na globino 25 cm. Potem pa vse skupaj z ročno frezo pripravili v drobno grudičasto strukturo. Neposredno pred sajenjem smo dodali tudi organsko gnojilo,
v obliki pelet, ki pravzaprav poskrbi za hranila, ki so hitro dosegljiva. To je Plantela Organic, uporabljamo lahko tudi kompost, ampak pri peletiranih gnojilih enostavno točno vemo, koliko jih dodati. Običajno delujejo eno sezono, tako da z njimi gnojimo večkrat. No, pri peletiranih gnojilih se držimo koncentracije, vsaj pri tem, ki sem ga omenil, do 2 kg na 10 kvadratnih metrov, tako da ne pretiravamo. Paradižnik v osnovi ne potrebuje kaj preveč gnojil, seveda pa gnojila v obliki pelet potem tudi dodamo v tla. V našem primeru smo uporabili kar ruske vile, rahljali na polovično globino, da je prišlo gnojilo v območje korenin. Dodali pa smo tudi kalijev sulfat za plod, tako imamo zadevo, ki bo dobro rasla, in hkrati smo poskrbeli tudi za dober razvoj plodu. No, pri paradižniku smo sadili več paradižnikov. Tukaj imam češnjevca, ki ga obožujejo otroci, potem srednje debel paradižnik, ki ne poka, tako da tukaj je tudi ena zanimiva sorta. Če vas zanima, katera je, vprašajte v komentarjih. Sadimo do prvih listov, kajti razvije korenine tudi na steblu. Nekoliko drugače pa je z paradižnikom, ki je cepljen. Tukaj je cepljeno mesto, pri tem pa se obvezno držimo načela, da sadimo samo do cepljenega mesta. Če sadimo previsoko do prvih listov, bo zrastel čisto navaden paradižnik. Tako da tukaj tole odstranimo. No, jaz v sadilno jamo pri sajenju paradižnika dodam še liste regrata, kakšno pes na sadiko, tako da to nekoliko manj bo treba zalivati. Hkrati pa regrat krepi tudi rastline. Rastlina je nekoliko bolj odporna tudi v poletnem času. Drugače pa, kar se tiče paradižnika, tudi zdaj po sajenju, enostavno kdor sadi nekoliko kasneje, lahko doda morske alge, z njimi zalije, tako pospešimo ukoreninjenje. Tukaj vidimo, imamo cepljeno sadiko, sadimo samo do cepljenega mesta, nikakor pregloboko, tako bo zadeva optimalno posajena. Potem naknadno mu ponudimo še oporo. No, kar se tiče paradižnikov v poletnem času, pa naj povem, da lahko dodajamo tudi skozi list kalcij, kalcijevo listno gnojilo. To prepreči črnobo na dnu ploda, enostavno je to pač obvezno, takrat, ko so temperature nad 30 stopinj Celzija. Seveda pa lahko začnemo škropiti prvič, že ko je paradižnik velikosti oreha, in potem ponavljamo rednih tedenskih 10-dnevnih presledkih. No, kar se tiče ostalih zadev za krepitev rastlin, naj povem še to, da sam uporabljam tudi čaj iz rmana. Lahko uporabljate tudi njivsko preslico, žajbelj, se pravi vse tisto, kar nam pomaga pri prehladu, pomaga tudi paradižniku, ampak paradižnik krepimo pred boleznimi že od junija naprej, še posebej, če imamo deževno pomlad in začetek poletja. V vročem poletju običajno ni kakšnih težav, če pa pomlad in začetek poletja deževna, takrat pa je najboljše uporabiti kar bakrene pripravke, da ustavimo prehod krompirjeve plesne iz krompirja na paradižnik. Če imamo pa na vrtu odporne sorte krompirja, kot so aloet, levante in pa twister, potem pa tudi plesni nimamo, imamo manj težav tudi na samem paradižniku. Vmesni prostor pri paradižniku v spomladanskem času zapolnimo solato, umestimo jo kar tako vmes, lahko bi imeli tudi kakšno drugo vrtnino. V jesenskem času pa dodamo lahko motovilec v septembru ali pa tudi špinačo, tako da izbiramo po potrebi. Drugače pa ima paradižnik še veliko drugih dobrih sosedov, ki jih najdete na spletnem portalu Zeleni svet. Podarjamo vam v vsakem obisku tudi tabelo dobrih in slabih sosedov. No, v poletnem času je treba paradižnik oskrbeti še proti stresu. Jaz uporabljam kar aminokisline.
aminokisline lahko uporabljate v 10-dnevnih presledkih in to je tista ena osnovna skrb za paradižnik, da bo zdrav, predvsem pa pazimo, da ne sadimo pregosto, zelo dobro pa se počuti poleg paradižnika tudi bazilika, ampak ne sadimo jo preblizu, kajti v tem primeru ošibi sadiko paradižnika, boljše nekam na rob ali pa na konec grede. Na koncu grede lahko pa umestimo tudi kakšno kapucinko in to bo greda s paradižnikom, ki vas bo bogato nagradila s pridelkom.